Gospa Žagar, kaj je izbilo sodo dno, da ste se odločili, da napišete to javno pismo, v katerem ste dejali, da ne pristajate več na takšne razmere in javnost je v bistvu okamenela? Na nas so se obračali posamezniki, da so seznanjali s temi težkimi razmerami na urgenci. Predvsem, ne bom rekla, da trpijo samo starejši. Vsi, ki pridejo na urgenco in čakajo tako dolgo, verjetno ni najbolj primerno. Vendar starejši imajo še veliko drugih pridruženih težav, inkontinenco in je pač to stanje njihovo bivanje toliko ur na vozičku ali na neudobnem stolu se nam zdi pač neprimerno. Ljudje so nam pravzaprav pisali težke zgodbe, tudi v teh dneh sedaj dobivamo še ponovno pač res posamezne zgodbe, ki zabolijo v srce. Katera recimo vas je, od katerih novih vas je najbolj zabolelo v srce? Pravzaprav sta pisali dve hčeri, mame, kako so jo obravnavali, koliko časa. Vsak teden sta prihajali na urgenco pač zaradi določenih zdravstvenih težav, sta bile pogost gostom in sta rekli oziroma piše, da je bilo za njuno mamo dobro poskrbljeno, zato ker sta bile ves čas obe zraven, seveda ob tem, da je ležala na vozičku ali pa sedela na stolu. Sama ni mogla hoditi in ste pravzaprav nudile vso pomoč na hodniku oziroma v tej čakalnici. Seveda vse zgodbe nimajo te sreče, oziroma vsi, ki pridejo na urgenco, da bi imeli spremljevalca, celo dva, in da bi jim pomagali v teh težkih trenutkih. Gospa Humar, razmere, ki smo jih videli, ogrožajo zdravje in življenje starejših ljudi na ljubljanski urgenci. Slišali ste, vi ste na Ministrstvu za zdravje odgovorni, da zagotovite v resnici, da se leta 2025 take stvari, kot so se dogajale v prejšnjem stoletju, na slovenskih, ljubljanskih bolnišnicah ne bi več dogajale. Kaj boste storili? Razmere na urgenci so težke. Težke so že dolga desetletja. Vemo, da se je večkrat ukrepalo v tem času. Urgenca se povečuje, število zaposlenih se povečuje, ampak ves čas na nek način za en korak zaostajamo za potrebami. Priliv pacientov se ves čas povečuje, kar seveda ne sme biti opravičilo za žalostne zgodbe, o katerih poslušamo, ampak vesela sem, da slišimo tudi, da so delavci, ki delajo na urgenci, kljub temu, da je dela ogromno in kljub temu, da jih je premalo, tako kot pravzaprav v celem našem zdravstvenem sistemu, srčni in da se posvečajo tem ljudem vsem, kar imajo in kar zmorejo. Saj to je res, ampak Ministrstvo za zdravje, vlada je tista, ki izvaja ustanoviteljske pravice v Ljubljanskem kliničnem centru in dober gospodar poskrbi, da če so delavci požrtvovalni in tako naprej, da jim da tudi orodja, s katerim lahko oskrbujejo ljudi, ki so življenjsko ogroženi. Tako je. Najprej, da poudarim, vsi ljudje, ki so na ljubljanski urgenci, so ves čas spremljani, ves čas se uvaja tudi terapija, tako da o življenjski ogroženosti zaradi čakanja jaz tu ne bi želela govoriti. Jaz mislim, da triaža je odlična in da je za ljudi poskrbljeno. Tako da težava pa so morda te slabše razmere. Čakanje na hodnikih, to vidimo. Čakajo na hodniku, ampak večina teh ljudi, tako kot je tudi zdravnik profesor Možina povedal, pri vseh teh ljudeh se je že začela diagnostika, se je že začelo zdravljenje. Glavna stvar, ki jo ne moremo najti iz danes na jutri... Se ne da poskrbeti za ljudi, ki so plenice semene na teh hodnikih? To ni leta 2025, to ni dostojno. To je ena stvar, tako kot so povedali, odpira se 12 novih postelj, ampak problem je seveda ljudi in delavcev in to je tisto, česar ne moremo dobiti iz danes
na jutri. Vemo, da že leta morda nekoliko zanemarjamo ta čudovit zdravniški in čudovit sestrski poklic, da ga ne dovolj promoviramo in da se tudi zmeraj manj mladih odloča za te poklice. Tudi zaradi tega smo na ministrstvu zelo aktivno pristopili k izdelavi strategije, s katero bomo privabili ljudi v te poklice in jim pokazali, da so to čudoviti poklici, da je to, da lahko nekomu pomagaš, da se ti nekdo nasmehne, ker mu je zdaj boljše in lažje, nekaj edinstvenega, nekaj, kar ne moreš zamenjati z ničemer drugim. Jaz se tukaj z vami strinjam, ker je bila moja mama medicinska sestra, samo veste, te 4 leta bo trajalo izobraževanje, preden bojo te medicinske sestre prihajale, tukaj pa se to dogaja zdaj in ta trenutek. Tako je. Ampak bomo 4 leta še potem to spremljali, samo da vemo, da bo tako stanje na ljubljanski urgenci? Stanje na ljubljanski urgenci, kot sem rekla, je tako že 20 let. In tega zagotovo ne moremo računati, da bomo popolnoma rešili v nekaj tednih, mesecih, verjetno tudi ne letih. Zagotovo ga lahko nekoliko olajšamo, tako kot so povedali, 12 novih postelj v opazovalnici se odpira, klinični center prerazporeja svoje zaposlene, tako da jih je na urgenci več. Tudi ministrstvo se bo pogovarjalo že jutri z kliničnim centrom, ko bomo skupaj iskali mogoče še kakšne take majhne, hitre rešitve, zato da olajšamo te stiske. Ampak vedeti pa moramo, da mora v resnici tukaj delovati in delati cela družba preko spoštovanja do starejših, spoštovanja do zdravstvenih delavcev. Mi imamo kup drugih ukrepov še, od satelitskih urgentnih centrov do krepitve paliative, krepitve oskrbe na domu, ker vemo, da tudi za večino teh ljudi, predvsem starejših, številnimi boleznimi je najlažje, najboljše, če pride zdravnik, če pride zdravstveno osebje do njih domov, ne pa da morajo oni na urgenco. Na tem zelo delamo, zelo se trudimo, ampak kot rečeno, to je velik sistem in potrebuje čas, da se vsi ukrepi poznajo v sistemu. Gospa Žagar, so vas ti odgovori zadovoljili? Sigurno je to ena pot za rešitev problema. Ni pa ta hip to zadosti. Mi menimo, da je mogoče najti rešitve tudi kako drugače. Vemo, da primanjkuje veliko osebnih zdravnikov in da se tudi te ljudje večkrat znajdejo na urgenci, ker pač je to včasih izhod v sili. Prav tako bi bilo treba na urgenci omejiti, čeprav verjamem, da to je težje, pač omejiti dostop tistim, ki prihajajo na urgenco, ko ne bi bilo treba. Se pravi, ko ne gre za urgentna stanja. V predpisih je možnost, da bi take ljudi opozorili, da bodo plačali storitev, če jo bojo zahtevali, pa mislim, da se na nekaterih urgencah to izvaja, na ljubljanskem kliničnem centru pa ne. Omejiti je pač treba si prizadevati, da čakanje ne bo tako dolgo. In to je bistveni cilj. Samo za konec, povejte mi, pričakujete, da vas bo ministrica končno le sprejela? Do zdaj vas ni? Do zdaj nas ni, bili so tudi časi dopustov, to razumemo, vsak ima pravico do odmora in pričakujemo seveda, da nas bo sprejela. Naslovili smo na njo več problemov in bi se radi pač tudi z njo dejansko pogovorili o vsem tem. Najlepša. Ministrica bo društvo sprejela, vabilo je že pripravljeno in bojo dobili v naslednjih dneh vabilo. Za dobrobit vseh, ki rabijo pomoč na urgenci, najlepša hvala, da ste bili naši gosti. Hvala vama.